Torej, gospod Verbič, seveda najprej vprašanje, kako ste zadovoljni s potekom oziroma iztekom skupščine? No, sam sem podal apel, da bi se skupščino naj preklicalo oziroma preložilo, glede na pomembno novo okoliščino, torej podano prevzemno namero za družbo Istrabenz, za katero smo izvedeli danes, ko je bila objavljena. Hkrati je današnja skupščina odločala, predlog sklepov, kakršen je bil podan, je bil zelo pomemben za družbo in njene delničarje. Teh je v družbi blizu 9500. Torej ne gre samo za po novem največjega delničarja, potem ko je pred dnevi prišlo do premika delnic Save d.d. na družbo za upravljanje terjatev bank, torej DUTB. To so vse postopki, ki smo jih sicer pozorno spremljali, hkrati pa so nas sila začudili v združenju, namreč sama ravnanja DUTB-ja kot edinega in največjega upnika in hkrati tistega, ki je s temi pogodbami, kot je bilo danes predlagano, bil tudi edini, ki bi po teh pogodbah 12% pravzaprav svojih terjatev zgolj iz tega naslova pokril. To so sila nenavadna ravnanja, hkrati pa seveda predstavljajo oškodovanje vseh ostalih delničarjev, kakor tudi nenazadnje Republike Slovenije, ki pa je 100% lastnik DUTB-ja. Edino dva delničarja sva razpravljala na skupščini in pravzaprav oba podala precej tehtne razloge za to, zakaj takšni sklepi, kot so predlagani, ne smejo biti sprejeti in zakaj je to za delničarje, za družbo in nenazadnje tudi v širšem kontekstu za lastnike, nenazadnje tudi DUTB-ja slabo. Tako da današnjo odločitev mi smo veseli, da so argumenti vendarle, kot kaže, prevladali in da bo to lahko popotnica za bolj transparentne postopke. Vsega smo vajeni v zadnjih 15 letih, ko intenzivno spremljamo družbo Istrabenz in skupščinska dogajanja na njej, pa vendarle to je bil še eden od tistih momentov, kjer naše čudenje in nenazadnje tudi zgroženost nad postopki večjih lastnikov in delničarjev, predvsem v tem primeru DUTB-ja, ne more izostati. S tem v zvezi nas veseli, da so zdaj vendarle ustvarjeni pogoji, bodisi da se skozi prevzemno namero, ki je bila danes podana v prevzemnem postopku, ali pa kakšno morda še tudi pričakovano, glede na to, da smo mi prepričani, da je premoženje družbe neprimerno večje od tega, kot se je z današnjimi sklepi izkazovalo in kakor bi se seveda znotraj DUTB-ja tukaj verjetno ustvarilo dodaten dohodek. Moje vprašanje je bilo tudi v tej smeri, po kakšni ceni pa je bil ta delež pridobljen pravzaprav in na drugi strani, ali bi dejansko tudi lastnik Republika Slovenija od tega imel ustrezni izkupiček in interes. Vse to so momenti, ki pravzaprav z vseh vidikov izkazujejo, da je šlo za predloge, ki niso v interesu ne družbe, ne delničarjev, ne Republike Slovenije in s tem v zvezi me veseli, da takšni predlagani sklepi niso bili sprejeti. Kaj pa sledi zdaj? Sledijo seveda postopki, v katerih bo brez nadaljnega na ustrezen, bolj transparenten način moč priti do tega, kakšna pravzaprav je vrednost sredstev družbe. Nenazadnje ne pozabimo, poleg današnjih pogodb, ki so bile vezane na nepremičnine, na blagovno znamko, na umetniška dela, da je DUTB zaplenila pravzaprav najbolj vredno premoženje Istrabenza, torej Istrabenz Turizem, da je to povezano tudi z nekaterimi drugimi strateškimi vprašanji in s tem v zvezi seveda si želimo ustrezne rešitve tudi za ostale, za manjšinske delničarje, ne samo za preigravanje med velikimi. Če smo prav razumeli, sklep ni bil sprejet. Tako. Ja, To je za nas v redu. Šlo je po pričakovanjih, ker zdaj je možen transparenten postopek in zaradi tega mislim, da bomo tudi mi še enkrat opcijo v postopku sodelovati kasneje. Torej, iz našega vidika je super, vse ostalo je pa naprej od njih odvisen. torej zdaj stečaj. Ne, ni bil sprejet sklep. To še ne pomeni, to vse ostalo je zdaj odvisno od uprave, tako da tukaj nič več ne moramo. Ste pričakovali takšen izid? Pričakoval ne, želel pa ja. Tako da v redu, super. Kako zdaj na to vpliva prevzemna ponudba?
Ne vemo, ker to je zdaj nekaj novega tudi za nas. To smo danes vedeli, v bistvu čisto nekaj novega, tudi danes so prvič to omenili, tako da moramo to sploh premisliti, kaj to tudi za nas pomeni, kaj za kogarkoli, kjerkoli delničarja Istrabenza to pomeni. Tako da to pa res ne vem trenutno. Kakšni so pa scenariji? Možnih scenarijev je veliko, zelo odvisno, kaj se bo obračal zdaj. Je pa seveda, kar se je zdaj zgodilo, je seveda stvar, ki lahko omogoči transparenten postopek, no, kar je pa to, kar smo si vsi želeli, po mojem, kakor. Transparentno postopek prodaje premoženja. Ja, mislim, transparenten postopek vsega, ker če bi šlo to v likvidacijo, bi lahko tukaj postopek bil malo manj možno pogleda. Tudi kar se nas tiče, kot naša firma, mi imamo primarno seveda pač interes, kot smo ga imeli že pri Adriafinu, ko smo dali ponudbo za nakup polovičnega deleža Adriafin, in če v tej opciji se nam šanse spet pojavlja, da bi mogoče lahko še kdaj prišli na dražbo in še kdaj ponovili postopek. Zanima samo Adriafin, Ja. še kaj drugega? Ne, Adriafin. Ne, Pa je so premajhni. poleg te obrazložitve sklepa, je uprava morda dodala še kakšno dodatno pojasnilo danes na skupščini? Ne. To je, ker je bilo. Slovenska banka vam je prodala pač delež, Ja. kakšni so v bistvu vaši interesi Naš interes nakupa delnic Istrabenza je bil dostop do informacij, ki jih prej nismo mogli dobiti. Mi smo že potem, ko so nam zavrnili prodajo Adriafina, več mesecev prosjačili za to, da bi dobili informacije, ker nam so zavrnili ponudbo in nikoli razložili, zakaj je niso zavrnili. In kot delničar lahko mi zdaj zahtevamo določene informacije in pridemo do konca tega. No. Tako da to je naš interes je izključno pri Adriafinu. Če bi prišlo do prevzemne ponudbe, bi razmislili o sprejetju te prevzemne ponudbe ali o povečevanju vašega deleža? To pa zdaj ne vem, ker je spet to danes zjutraj bila prva stvar, ki sem jo slišal, in kot vedno treba to majčkeno bolj premisliti, preden lahko karkoli sploh rečem. Ne. Torej povezujejo vas tudi z gospodom Kostičem? Ne, očeta. Ok, ampak preko očeta, tako Ne. asociacije? Ne, jaz delam za svojo firmo in vozim se za svoj interes, izključno. Niste v komunikaciji z gospodom Kostičem? Niti malo, ne. Hvala. Lepo. Ste pričakovali tak razplet? Pravzaprav tak razplet ni bil pričakovan. Bolje je bilo pričakovati, da bodo sklepi sprejeti tudi glede na prenose lastništva iz Save d.d. na DUTB in glede na udeležbo na skupščini in glasovanje nekaterih drugih delničarjev ni bila dosežena potrebna večina, seveda 75% v tem primeru. Tukaj je umanjkalo glede na udeležbo na skupščini 12% in iz tega naslova seveda to ni bilo pričakovano. Mi smo prej videli, da grejo stvari v smer tega, da bo potrebno po sodni poti takšna ravnanja in takšne sklepe izpodbijati in ne nazadnje tudi ob pomoči seveda predstavnikov in medijev, kajti tukaj jaz mislim, da je javnost vse premalo seznanjena s tem, kaj se v primeru družbe Istrabenz, ne nazadnje tudi Istrabenz Turizma, ki je že bil zaplenjen po našem prepričanju spet neustreznih postopkih in tudi po neprimerni vrednosti kot najpomembnejša naložba družbe Istrabenz strani istega DUTB-ja. Tako da tukaj so ta ravnanja, moram reči, precej čudna in daleč od tistega, kar bi lahko ocenili kot interes kateregakoli od deležnikov. Glejte, videli ste sami, da ni cerkvena miš, nismo pa niti imeli možnosti videti, kot je bilo upozorjeno, pogodbe, po kateri bi se naj DUTB potem odpovedal preostalim dobrim 60 milijonom evrov terjatev, ukolikor bi pridobil seveda te pogodbe in vse tisto, kar je že pridobil. Tako da tukaj je v bistvu res to ravnanje čudno. Saj oni so edini upnik in iz naslova tega bi lahko pravzaprav vse zadeve peljali na ta način bolj v interesu recimo svojega lastnika. Tako da drugače pa tole, lejte, če je za 9 milijonov in mi menimo, da je to in izkazujejo tudi ne nazadnje druge zdaj aktivnosti in prevzemne namere, še enkrat, mi menimo, da se utegne pojaviti še kakšna, tako je, in potem se bo seveda izkazalo, da to ni cerkvena miš in da to ni vprašanje
zgolj te vrednosti, kot je bila pač zdaj ocenjena, recimo po teh pogodbah 9 milijonov, pa kot je bila uplenitev Istrabenz turizma za 40 milijonov evrov. Po nekaterih informacijah, ki jih imamo, so bili ponudniki tudi za dvokratnik teh cen. V primeru Istrabenz turizma, kakor tudi v primeru, in to sem danes na skupščini izpostavil, kakor tudi v primeru posameznih pogodb oziroma premoženja, ki je bil danes predmet obravnave na skupščini. Kot zastopnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev in pa številnih delničarjev, ki so vključeni v naš program Delniška opora, torej na fiduciarnem računu, ki seveda za katere si tudi prizadevamo brez nadaljnega pridobiti vsaj nekaj donosa in zaradi tega imamo pravzaprav dodatno zavezo in odgovornost, da gremo tukaj v postopke in se poslužimo vseh pravnih sredstev za to, da zaščitimo to premoženje, ki pač na Istrabenzu je in je bilo po našem prepričanju neupravičeno ali pa ne po ustreznih postopkih in poti pravzaprav odtujeno ali zaplenjeno.